Hvala za zaupanje, Luka, hvala za to povabilo in zaupanje, da sem jaz zdaj med vami, da ste mi dali tudi mikrofon. To je kar, se mi zdi, pogumno dejanje. Upam, da bo tudi konec srečno. Jaz sem vesel, da sem tu, moram povedati, da jaz nisem po rodu Slovenec. Moja mama je čista Nizozemka, oče ima neke pruske korenine, ampak jaz sem zelo počaščen, če lahko nekako štejem med Slovencem. Imam zelo rad to deželo, štejem to kot veliko privilegije, da lahko tu živim. Verjamem, da ima Bog načrt za to deželo, katero še nismo videli v svoji polnosti. In vsi mi kot možje imamo mi zelo pomembno vlogo pri tem, kaj se bo dogajalo v tej deželi. A je tako? Ne glede na kaj se politično in v drugih sferah dogajajo, mi imamo neverjetno skupno moč. Ravno tukaj v tej sobi. In tudi veliko drugih možje, ki svojo pripadnosti Bogu so že pojasnili in so sami dejali, jaz sem Božji sin. Danes želim na kratko govoriti o sinovstvu in očetovstvu. Takoj na začetku v Svetem pismu, v pismu Galačanom 3:26 dobimo tle eno zelo jasno sporočilo iz apostola Pavla, v kakšnem kontekstu on postavi naše krščanstvo. In on pravi, vi vsi ste namreč poverili v Kristusa, Jezusa, Božji sinovi. Vsrč krščanstva je ravno v tem odnosu med očetom in sinom. Lahko rečemo tudi med očetom in hčeri. Tu ne govorimo toliko o vloga našo gendersko, moški ali ženske, pa gre za odnos med očetom skupaj s svojim otrokom. Za nas kot oče in sin. In to se zgodi takrat, ko mi svoje zaupanje damo v njegovem sinu Jezusu Kristusu. Takrat smo mi potem povabljeni oziroma posinovljeni, smo prevzeti kot Božji sin. In to je izkušnja, katera vsak v svojem življenju Bog želi omogočiti. To je njegov klic nad vsak izmed nas, da mi sami doživljamo to lastno izkušnje, da sem jaz postal Božji otrok. Bog je nam dal moč. Tisti, ki njega sprejmejo, Bog je dal moč, da mi postanemo Božji otroci. To je eno pravica, eno privilegij, kateri je nam dano. In je pomembno, da mi iz tega prepoznamo svoje identitete kot moški. Moja identiteta ni primarno, da sem jaz Američan. Moja identiteta ni primarno, da sem jaz kristjan. Moja primarna identiteta ni v tem, da sem jaz pastor. Moja primarna identiteta ni v tem, da jaz vodim društvo za živi življenje. Moja primarna identiteta in razlog, zakaj jaz živim, in kdo sem, je ravno v tem, da sem jaz Božji sin. To ni herezija. To, kar je bil Jezus po naravi, sem jaz postal po Božji milosti. In vsak, ki veruje vanj, je postal Božji sin. To je neizmerno privilegij, ki nam da moč vedeti, kdo sem jaz. Ne glede na kje sem, s kom sem, to je moja primarna identiteta. Jaz imam en vez z Bogom, oseba, ki jaz kličem oče. Se spomnim pred leti prijatelj, ki je bil čist na nov spreobrnen, ko je dal svojo vero v Bogu in on je doživljal neverjetno spremembe v svojo notranjosti. On se je zavedal, da je postal Božji otrok oziroma Božji sin. Pristašva dva Jehove priče na njegove vrati.
so trkali in on pač jih je iz vljudnosti povabil noter in je dal nekaj zapit in so začeli potem svojo klasično pripovedi o Božjem imenu. In so začeli potem malo prerekati in se pogovarjati in on pač ni bil tako naučen v Svetem pismu, da bi lahko tako kvalitetno argumentiral svoje stališče. In te dve osebi še naprej nadaljevali in on potem kar sred tega dogajanja je dvignil roke in rekel, zdaj pa imam dost. So vtiknili in je rekel, jaz vi lahko ga kličite karkoli hočete. Jaz ga imenujem očka. Oba ste ga gledali. Je rekel, kar se mene tiče, je debata končana. In jih je lepo spremil do vrata in ona bila šla. In on je čutil tako močno potrditev, ko je izdal iz svojih lastnih ust svojo identiteto kot Božji otrok, Božji sin. To je vse evangelija. To je ta dobra novica, katero mi oznanjamo, da lahko nekdo najde svojo dom pri Bogu. In apostol Pavel naprej, če lahko gremo na naslednjo tvoje, če bo naravno. Na naslednjo poglavje on naprej deluje in pravi takole. Ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tisti, ki so bili pod postavo, da bi mi prijeli posinovanje. Ker pa ste sinovi, je Bog poslal v naših srcih duha svojega sina, ki vpije, Aba, oče. Potem tako niste več sužni, temveč sin. Če pa si sin, si tudi dedič v Bogu. Naš dom je pri Bogu, pri očetu. Tam sem jaz doma. In ta dom ne sem kamorkoli grem. Moj dom ni v Michigan, v ZDA. Moj dom niti ni na Logu, pri Brezovici, ker jaz živim. Ampak moj resničen dom je pri Bogu, pri mojemu očetu. Tam sem jaz doma. Zgodba izgubljenega sina nam vsem pove, kje je dejansko naš dom. Ta sin je mogel vrniti k očetu in ko pa je vrnil k očetu, je on končno našel svoj dom. In iz tega je on tudi svojo identiteto ponovno postavil na pravem mestu. Sin svojega očeta. Ampak, ker smo mi moški v tej sobi, vsak izmed nas bedi en klic nad nami. Nekaj vrsto pričakovanje, vabilo iz Božje strani. Ker je Božja volja, da vsak izmed nas se razvije v svojo očetovsko lik. Oziroma je Božja volja, da vsak izmed nas da postane oče. Ali imaš otroke ali ne, sploh ni toliko relevantno. Ampak kot oseba je Božja volja, da mi razvijamo nekaj očetovsko delovanje v vsem, kar mi počnemo. In je pomembno definirati, nekaj od teh stvari se je Branko že prej imenovalo in pokazal, kaj pomeni biti oče. In Bog želi to spoznanje nam dvigati, da bi mi v svojo lastno identiteto razvili eno očetovsko delovanje, da ta moč, ta identiteta, ki jih imamo, da bodo drugi ljudi, ki so v naši bližini, imeli korist od tega. V Izaija 9 imamo eno zanimivo pripoved, proroštvo, katero se je izpolnjevalo v Jezusu Kristusu. To je znan odlok, ki mi ponavadi uporabljamo okoli Božiča. In to je ta. Kaj ti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah. Imenuje se
čudoviti svetovalec, močni Bog, večni Oče, knez miru. Je čist jasno, da je bil Jezus Božji sin. Istočasno ta isti sin je imenovan večni Oče. In na isti način, kakor je Jezus bil očetovsko v vsem, kar je on počel in deloval, podobno je to za nas, za vsak moški v tej sobi, da mi razvijamo neki očetovsko delovanje v vsem, kar smo in mi delamo. Da se to zgodi, se moramo najprej postati sinovi. Da imamo očeta nad nami, ki bo delovalo v našem življenju, da bo nas vzgajal, da mi postanemo podoben njemu. In ta identiteta je ključna za našo razvoj kot moški. Ker moškost mora biti, oziroma mora imeti svojo namennost. To, kar je Branko prej govoril. Da mi vemo, zakaj jaz nosim moškosti. Kakor moja žena mora vedeti, zakaj je ona ženska in zakaj nosi svoje ženskosti, feminosti. To je pomembno ključ za nas. In izhajati iz tega razumevanja, da sem jaz Božji sin, da je nekdo klic na moje življenje, da jaz razvijam nekaj očetovsko delovanje in očetovsko lik, je ključno za naš razvoj. In vsak oče poskuša odgovoriti na pomembnih vprašanjih, katere pojavljajo v nas kot fantje. Jaz imam štirko, ki je že odpotovala od doma že pri svojih 18 letih, zdaj živi v Ameriki, ima že svojo službo in bo naslednjo leto poročila tukaj v Sloveniji skupaj s svojim zaročencem, ki je iz Mehnike. Sicer Američanom, ampak bo tukaj v Portorožu poročila. Da imam še dva sinova, skoraj 21 let star, pa 18. In jaz sem opazil v mojih otrokah, da so oni imeli določeni vprašanje v svojem razvoju, katera so bili ključni, da sem jaz bil zraven z njimi, da odgovorim na te vprašanje, katera so pojavljali. In opazil na podoben način Bog tudi postopi v naše življenje kot naš oče in on želi nas vzgajati in posebno želi odgovoriti na ključnih vprašanje, ki se pojavljajo v nas, da bomo mi imeli to potreben snov, da lahko mi svojo vlogo odigramo z odličnostjo. Ne s perfekcionizem, ampak z odličnostjo. Slovenija potrebuje močni možje. Amen. Amen. Ljubim, jaz sem pripričan, kako si ti, da to, kar se tudi danes dogaja, to, kar je bilo že v razvoju, nismo še videli konec tega. Smo bolj na začetku nekaj, kar se bo razvilo v tej državi, ko pa možje se povzdignajo, ki zavedajo svojo identiteto in svojo vlogo, svojo moč, lahko angažirajo za to, ne da bomo mi ljudi prevladali, ampak da bomo sovražnika prevladali. Ta duhovni sovražnik, katerem mi ne vidimo. Ta vodič, katera manipulira in uporab neznanje, nespretnosti, da lahko ukrepi svoj položaj v naši družbi. In Bog nas kliče, da mi svojo vlogo odigramo. Te vprašanje, katera se pojavljajo, so zelo ključne. Sem videl posebej pri svoje ščirki njeno željo vedeti, kaj je ona v mojih očeh. Že v svojih zgodnjih letih ona je rada imela obleke, ki je dala gor in potem shiny shoes, take svetleče. In ona bi prišla tam noter v naše delovne sobe, ko so videla potem malo pogovarjali z ženo na kavču in ona je prišla noter in je želela najmanj pozornost. In ko pa je šla noter, je začela potem plesati.
in je gledala vaš čas. In potem naenkrat je postavila ta znana poza. In je gledala meni in sem slišal njeno vprašanje. Kaj pa vidiš? A ti všeč? A sem lepa? Čudovita si. Leta naprej je zdaj 18 let stara in se pripravlja na maturantski ples. In zdaj ima tudi lepo obleko, sicer je bilo majčkeno krajši kot imela tudi svetlejše shiny shoes, ampak so imeli take zelo velike štipe na oni strani. Ampak njena narava je bila popolnoma enaka. Ko pa se je pripravljala sedila potem v kuhni in ona odpre vrata in stopi noter skozi identično poza. Pride potem do konca se obrne in takoli stoji brez besed. Ampak sem slišal vprašanje. Kaj vidiš? A ti všeč? A sem lepa? Čudovita si. Vsak izmed nas mora vedeti, kakšen moč ima naša beseda. Predvidevam, da večina izmed nas danes smo očetje. Imamo otroke doma. Našo vlogo v tej sferi je zelo, zelo ključna. Kdo smo mi tam je bistveno bolj pomemben kot to, kaj smo mi v službi. Našo besedo tam je popolnoma nenadomestljiv. Noben drug ne mora to vlogo upravljati kot samo mi. Ta prostor potrebuje našo spretno odgovor in besedo na teh ključnih vprašanjih, katera otroci, ki gledajo na vas kot oče, da bomo mi odgovorili na to ključno vprašanje, ki imajo naši ščiri. Ampak do danes niti eden izmed mojih sinov niso meni vprašali, če sem lep. Oni imajo drugo vprašanje. In prvo vprašanje, katero se pojavlja v dečkovem duši, je ravno v tem, ali imam veljavo, pa se jaz povedal. In je ključno, da mi vemo kot očetje, na kakšen način lahko mi odgovorimo na ta ključno vprašanje, katere naših sinovi imajo. In so primarni 3 načine, kako lahko mi odgovorimo na to vprašanje. To je ključno za nas, da mi zavedamo, ker tudi Bog na podoben način z nami kot naš oče bo tudi deloval v našem življenju, da on odgovori tudi na naših vprašanjih. Kot njegov sin, ali imam veljavo. In prvo stvar, katero oče lahko naredi, da odgovori na to vprašanje, je to, da je on prisoten. Da je tam. Danes so zahteve na naš čas, na hitrost življenja. Vse, kar je nam na volju, bo tekmoval za našega časa. Kam bomo mi, kje bomo mi vlagali? In obstajajo ljudje v našem življenju, ki krvavo potrebujejo našo prisotnosti. Ker z našo prisotnosti govorimo veliko močneje kot to, kar mi damo iz svojih ust. Naši otroci potrebujejo naših prisotnosti. Zato je dostikrat tudi v krščanstvu mi govorimo o Božji prisotnosti, da je Bog skupaj z nami, kolikokrat v Novi zavezi, da Bog da obljuba, da ne bo nam zapustil, bo vedno z nami. In kot sinovi mi lahko zaračunamo na Božjo zvestobo, da bo on skupaj z nami na tej poti, katero mi živimo. Bog je tam, on je tu, oče, kje si, tu sem.
In on želi brcati ven iz naših srcev in misli, da smo mi sirote, da nimamo nekoga nad tabo, ali nekdo, ki ima naš hrbet, ali nekdo, ki je skupaj z nami, v vsem tem trudu, ki mi poskušamo narediti za nekoga, on želi nam dati vedeti, da mi nismo sami. Ker veliko krat, ko pa življenje izhaja iz nas, te stvari, katere je Branko pregovoril, ko vemo, da je življenje težko, da ni lahko, z vsakim novim izzivom, meni se ponavlja vprašam, ali zmoram. In ponovno lahko slišim ta eho iz Božji glas, iz tega zavedanja, kaj sem že imel v življenju, ja, jaz sem s teboj, bodi pogumen. Božji prisotnosti, naša prisotnosti v življenju naših otrok je eden izmed ključnih elementov, da mi odgovorimo na ta osnovno vprašanje, ali imam veljavo. Pred leta 2008, moj oče je umrl. Skupaj starši sta bila poročena 52 let. Sta imela res, moram reči, kar vzoren zakon. Neveliko prepire sta živela ljubezen in spoštovanje pred 4 sinovi. In naše življenje skupaj je bilo res precej dobro. In leta 2008, ko sem jaz vrnil na pogreb mojega očeta, na koncu smo bili doma in končno, ko je bilo malo bolj mirno, smo sedeli pri mizi skupaj z mojimi brati, jaz sem najmlajši od 4 sinov. Žene so bili zraven skupaj z mojo mamo in smo razpravljali o očetovi dediščini. Kar je bilo zanimivo, niti enkrat v tem pogovoru besedo o denarju ni bilo. Mi smo samo pogovarjali o ta duševno dediščino, kateri je on pustil za sabo zaradi njegovo delovanje, zaradi njegovo vključenosti v našem življenju. Najstarejši brat Bill je začel govoriti o svojih izkušnjah, kako pa je igral ameriški bejzbol. Čudna igra, katera tlej ni to uveljavila. Tam je bil skupaj z ostalimi soigralci in on je bil ta oseba, katera sprejme žogo od ta metalec. In on se spomnil, ko je stal, je obrnil, je gledal okoli, če je oče tam. Moj oče je imel posebne očale, tudi je rad cigare, je rad kadil. In tam je bil moj oče, tam je v tribunah, in ko mu je brat obrnil, je dobil očesna povezo skupaj z očetom, moj oče se je mački nadigil in s svojimi velikimi očali in cigare se je zamahal z rokami. Tu sem. Moj brat je pripovedoval, kako v tem trenutku se je on doživljal nekaj, kar je bilo težko za njega dati v besede. Rekel je nekaj v tem smislu, sem čutil nekaj vrsto depozit v meni. Moje vprašanje sem končno dobil nek dokončno odgovor. Potrjen je bilo. Kot da bi nekdo vzel štempel in bi rekel, veljavno. Drug brat je bil zelo spreten v dramski ekipi. In on je doma vedno ponavljal svoje vrstice, da smo vsi vedeli, pač v čem je on. Je prišel čas, ko moj brat bi stopil ven na odru, tam je bilo več ali manj tema, se je malo videl tam na zunaj in on čaka na ta pravi trenutek, ko on mora stopiti ven in začne recitirati svoje vrstice.
In on pride ven na odru in se začne in iz svojega stranske vid išče lik mojega očeta. In tam je bil v tretji vrsti s svojimi velikimi očali brez vsega. In ko je videl iz svoje očeta, je videl roko. Mislim. Moj tretji brat je bil na golf igrišču. Mi smo bili vsi strastni golfisti po očetovi zaslugi. Moj brat je bil tam zunaj, ni igral njih najbolje. On je bil mogoče najbolj temperamenten od vseh nas. Včasih je znal tudi kakšno palco. Če pa žogo ni šlo tam, kjer bi mogel, je palco šlo tja. Brat mu dal žogo, ni bil glih preveč srečen, dal je svojo torbo gor na ramenah in je začel hoditi in je gledal okol in tam za grmoj je bil moj očeta s svojimi velikimi očali in svoje cigare. In je rekel tako. Jaz sem igral tenis. Sem mogel igrati proti enega izmed boljših na našem mestu in sem bil že na začetku, da to ne bo dobro. Ampak vseeno, sred tega dogajanja, ko sem kdo izgubil, sem dvignil mojo glavo po enem trenutku, ko sem izgubil tega točka in sprehajam potem nazaj do zadnja linija, s palco v roki in dvignil gor in tam je bil moj očeta na ograji s svojimi velikimi očali in cigare. In sem okinil z zgodbo. Je bilo zanimivo, ko smo mi tam sedeli in smo se pogovarjali in smo rekli, kako je to možno? 42 let je bil najuspešen prodajalec v svoji firmi. Milijonih je on prodal. Uspešen karier. Vsi vemo, da on ni bil na vse naših tekmovanje in raznih stvari, katere imajo 4 sinove in smo bili vsi vključeni v vseh vrst šport, kar sploh obstaja. Sem tja. In ko smo tam sedeli, smo rekli, kako je to možno, da je on uspel dati nam občutek, da je bil vedno tam, kljub temu, da ni bil vedno tam. Želim spodbuditi vsem nam kot očetje, da ne bi dobil kakšen slab občutek oziroma okrivljen. To pa si ne želim zgoditi. Moja mama je rekla naslednja. On je rekla, vi 4 so bili ene izmed najpomembnejših stvari v njegovem življenju. On je poskušal vam dati to, kar on sam ni doživel. Tvoj oče ni slišal niti enkrat v svojem življenju od svojega očeta, da ga ima rad, da verjame vam ali da je ponosen nam. Moj dedek je bil preveč zaseden z svojimi lastnimi problemi, predvsem zaradi alkohola, da ni imel prostor v svojih mislih za svoje lastnega sina. In tvoj oče je želel nekaj drugega narediti. On je želel postaviti eno novo dediščino za svojih sinov. In posledično je naredila eno osnovno odločitev, da se želi vključiti v vaše življenje. In da vem na kakšen način, ampak nekje v nebesih je Bog zaznal to željo iz strani mojega očeta, da ni želel pustiti enako dediščino svojim sinovom, kateri je on bil deležen. In v teh ključnih trenutkah, kateri je bil moj oče,
ko je mogel, ker je imel to možnosti zaradi svojo delo, da bi lahko prilagodil svojo urnik in bi lahko prišel na raznih naših, zaradi biti prodajalec, je lahko mal svojo urnik in je prišel potem na naših tekmovanje. In v teh ključnih trenutkih, ko smo mi gledali, a je on tam, kot da bi Bog unovčil to želje. In takrat, ko smo mi gledali, smo mi vsi štiri doživeli ta potrditev, ta štampilko v nas. Imaš veljavo. Pomemben si. Bog želi to isto sporočilo dati v vsake izmed nas. Da ne gremo iz tega prostora ali brez tega doživetja, ali da mi začnemo biti odprt za Božje delovanje in njegovo osebno posredovanje v našem življenju, da lahko on odgovori na to pomembno vprašanje za svojo prisotnost. In kot mi, kot očetje, ko mi razmišljamo tudi danes o svojo lastno družino in otroci, ki nas krvavo potrebujejo, da naredimo eno odločitev, da želim biti prisoten v njihovi življenju. Jaz sem bil en izmed najbolj strasten igralec z barvami. Poznate Barbie? Barbie in Ken. Moja ščirka je imela kolekcije teh Barbie. In nekaj sem jaz imel željo igrati z Barbie, ampak zaradi njo sem dostkrat bil na kolenah in v rokah in sva videla igrala Barbie. Ampak samo, da smo nejasni, jaz sem bil vedno Ken. Ampak Barbie, jaz sem bil Ken. Sem se poročila mnogokrat, eno Barbie, šli na potovanje, šli še domov in skupaj. So se igrali. In to je en izmed načinov, kako mi našim otrokom dati vedeti, da so oni pomembni. Da oni dobijo tisto snov, kar je neprejemljiv. Ampak snov, katera teče iz eno osebe v drugo, zaradi ta povezanosti, ki imamo mi med seboj. To je ta isti snov, katero Bog želi spustiti v našem življenju, zaradi naše povezanosti z njim kot oče in sin. On želi nam vedeti, da imate vi, da imam jaz veljavo v njegovih očeh. Drug način, kako lahko oče odgovori na to vprašanje, je z svojimi besedami. Da je držljiv s tem, kaj on reče, kaj on govori. Da ne pusti, da tišina najde svojo lastno interpretacijo. Če ste vi mogoče kot jaz, to ni vedno posebej, če mogoče si vsega nimate težave z govorenjem. Ampak za večino možje smo mi kaj, vsaj v domačem okolju, mogoče večkrat bolj tih kot ostali v družini. Ta tišina ni vedno slabo. Ampak eno stvar, ki je pomembno za nas, da postanemo spretni v dajanje potrditve. V dajanje eno jasno sporočilo vsem, ki živijo v naši družini, kaj mi mislimo o njih. In z našimi besedami odgovorimo na to osnovno vprašanje, katera ščirka ali sin ima, ko odrašča pod vašim okriljem. Imamo ta znani odlomk iz Lukateva evangelija, 3. poglavje, 22. vrstice, ko je Jezus šel krstiti
Vemo, kaj se je zgodilo, pa je glas, ki je slišal iz nebes, ki je govoril, ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Tako sem jaz ponosen na te. Niti nebeški oče se ni dovolil, da bi kdorkoli dvomil, kaj on misli o svoj lastnem sinu. Ampak dal je jasno vedeti, povedal je, ti si moj sin, ponosen sem na te. Rad te imam. Prinašaš mi veselje. In je neverjetni dogodek, ko pa v našem življenju z Bogom, kot sin, da mi doživljamo podobno komunikacijo iz Božjih ust v naših srcah. Zame se je to zgodilo prvič pred 33 leti, ko sem bil samo nekaj let spreobrnen, ko sem jaz postal Božji sin, sem sedel na skupinah, ko smo brali svetopismo, smo imeli voditelj, ki je ta biblični krog se je vodil in smo govorili o Božji ljubezni in v tem trenutku, ko smo mi pogovarjali o tem, jaz sem doživel eno razodetje. Sem imel svojo osebno izkušenj z Božjo ljubeznijo, ko je on komuniciral iz njegovega duha v mojem duhu, da sem jaz njegov sin in on ima meni strašno rad. In v svojih zdaj 51 let še zmeraj živim v zavedanju in v tem izkušenj do danes, ko je bila Božja ljubezen razlito v mojem srcu in je potrdil mojo identiteto v njem. In je odgovoril na ta osnovno vprašanje, a zmora, ali mi bo ratalo, ali imam jaz veljavo. In Bog je vzel svojo štampilko in on je dal svojo žig nad menoj. In na podoben način vsak izmed nas tudi nosi svoj žig. To je neverjeten moč. Imaš žig v roki. Pravzaprav jih imaš v usti. In z našimi besedami mi dajemo tisto snov, katero naši otroci od nas kot očetje potrebujejo našo besedo, da oni vejo, kaj mi mislimo o njih. Ne o tem, kaj oni delajo. Jaz verjamem, da smo mi sposobni v tej sobi ločiti njihove dejanja od njih sami. Moji otroci so delali stvari, katere niso bili meni všeč. In se lahko obsojal to dejanje, ne da bi njih obsojal. Je velika razlika, če rečem, to je bilo butasta, ali rečem, ti si butast. To ni bilo v redu. Ali ti nisi v redu. In Bog nikoli ne bo nas kot oseba, kateri je ustvarjen po svoje podobi. On zna ločiti naših dejanja od nas sami. In naš greh lahko upije v nebesa. Ampak to ne bo njega odvrnil od tega, da želi nas kot posameznik imeti za svojo lastnino. In to velja za vseh ljudi, ki imamo mi v naše okolje, katero mi pričujemo. Mi ne identificiramo ljudi na podlagi tega, kaj oni delajo. Ker Bog tudi tebi nikoli v življenju ni ocenjeval na podlagi tega, kar ti delaš. Če ne, noben od nas ne bi bil Bogu všeč. A ni to dobra novica? Ampak on nas ljubi in želi odnos z nami. In v kontekstu tega odnosa, potem mi sami se učimo odvrniti stran od svoje greha. Jaz tega nočem več početi. Ne, da ti ne smeš. In iz tega konteksta najnega odnosa
razvijamo nek upor do stvari, katere niso Bogu všeč. In želimo početi te stvari, ki jih prinašajo njemu veselje, zaradi ta stik, zaradi ta vez, ki imamo mi z njim. Želim razveseliti mojega očeta. In Bog ne bo ostal tih glede svojega mišljenja o nas kot sinove. Je moja srčna želja, da vsak izmed nas bi imel svoje izkušnje z Bogom. Da bi lahko mi rekli, da je krščanstvo ni samo nek stvar, kateri je na papirju, ali moje članstvo, katero sem jaz podpisoval, ampak moje pripadnosti je zaradi moje osebne izkušnje z njim. Sem priznal Jezusa za svojega Gospoda in odrešenika in posledično je Bog spregovoril v mojem srcu, da sem jaz njegov. Mi pa sva popolnoma neločljiva. Imam zaveznik in jaz sem njegov zaveznik. In skupaj mi lahko naredimo karkoli je potrebno. In Bog da to vrsto pogum, to vrsto zavedanje, da se lahko spopadamo potem z izzivami, ki jih imamo na poti, ker jih bomo imeli. In do danes, ko so moje sinovi 21, 18 let stare, jaz ne želim in moram biti previden, da ne mislim, da je moje delo že končano, ker ne bi želel, da bi moje sinovi imeli kakršnokoli vprašanje glede tega, kaj jaz mislim o njih. Ampak želim jim spodbuditi. Želim jim jasno povedati, ko jih gledam v oči, rad imam. Ponosen sem na te. Ja, časih si delal stvari, kateri nisem bil všeč. Ampak ti si meni zelo všeč. In je ključno, da postanemo spretni v podajanju to sporočilo. In kot očeti se moramo iskati to priložnosti. Jaz ne verjamem, da je to vsak dan. Moj oči mi ni vsak dan rekel, da me mara. Doplavno, ponosen sem na te. Ne. So bili ključni trenutki v nekem to je spontano se zgodilo. Zato je tudi naša prisotnost to pomembno, da smo tam, da lahko lovimo te spontane trenutke. In ko pa jih imamo, potem postanemo načrtno v dajanje svoje sporočilo, da naši otroci vejo, ker smo mi očetje in mi nosimo to štampilko v svojih rokah in mi lahko damo veljavo ali lahko jih spustimo naprej v življenju z velikimi vprašanji, katero bodo poskusili potem na drugih področjih življenja poskusiti najti odgovor za svoje vprašanje. Bog ne de, da nosijo svoj odgovor ženi, oziroma svoje vprašanje ženi. Moja žena ni mogla meni dati moje moškosti, ker ona tega nima. Bog kot oče tudi v primeru, da moje fizične oče ni bil vključen v mojem življenju, čim da mi izpostavimo svoj lasten stik z Bogom, potem ni več pomanjkljaj. Ker Sveti Duh je sposoben ta pomanjkljaj nadoknaditi s tistim snov, katero on zna dati v naših srcih, ko pa on spregovori v našem življenju, potem jaz nisem več v pomanjkljaj. Moj oče je bil v veliki pomanjkljaj. Ampak on ni dovolil, da bi ta primanjkljaj potem šel na naslednjo generacijo, ampak je naredil ključnih odločitev in je postavil en nov mejnik. Spustil je eno novo dediščino na naslednjo generacijo. In danes mi 4 sinovi, ki imamo relativno zdrave odnose, pred kratkim, ko sem bil doma pri svoji mami, ki je imela zdravstvene težave,
čez novoletnice šel na kratko na obisk prvič, ne vem koliko leta. In smo tam sedeli, smo se pogovarjali in se rekel, zanimivo, 4 zakone imamo, smo vsi relativno srečni poročeni. In ko pa gledam na zakon svojih staršev, vidim 2 osebi, 52 let, ki sta živela v relativno mirno z izkazovanje ljubezni in spoštovanje, in danes mi doživljamo posledice njihovih odločitev. To, kar bomo mi danes odločili, bo imel neverjeten učinek na prihodnost. In želim operirati na vseh nas kot moški, kot sinove in posledični kot očetje. Ta klic bedi od vsake izmed nas. Da postanemo očetovsko v vsem, kar mi delamo. Da znamo svojo prisotnosti prenašati en določen moč, en določen stabilnost. Naša navzočnost nekaj pomeni, tudi če pa nič ne govorimo. Ampak drug korak, da ko mi damo nekaj iz ust, da je ta sporočila ciljno, da je narejeno, da zgradi in potrdi veljavnost štira in sinovi, ki živijo in odraščajo pod naše očetovstvo. Zadnja stvar, kateri je ključno za naše očetovstvo, ne samo naše prisotnosti, ne samo našo besedo, ampak da smo mi predani tudi njihovim mamam. To je indirektno. Ampak oče in mama, kateri živita, mož in žena, v neko skladnosti delujejo kot streha. Levo in desno stran in otroci, ki živijo v tem domu, so zaščiteni od vseh zunanjih vplivov, ki bi poskušali uničiti ali negativno vplivati na njihove življenje. In našo predanost njihovim mamam spusti tudi eno moč, eno določen varnost v njihovih srcah, da njim ni potrebno ukvarjati z našimi izzivami, ampak lahko svojo energijo uporabljajo, da se ukvarjajo s svojimi lastnimi izzivami, ki bodo oni sami imeli v življenju. Z našo podporo in za našo spodbudo. V 1. Tesaloničanom 2:11-12 apostol Pavel uporablja to besedo, ko govori o svoje lastno apostolsko delovanje, in on to označuje kot očetovsko delovanje. Tudi veste, kako smo vsakogar izmed vas, kako oče svoje otroke opominjali, spodbujali in motili, da živite tako, kakor se spodobi po Bogu, ki vas kliče v svoje kraljestvo in v svojo slavo. Moja želja je, in pridružim skupaj z Lukatom, z ostalimi možje, ki so danes to koordinirali in vodijo razne skupine po Sloveniji, kot možje do ostane. Da svojo vlogo kot očetje odigramo ciljno, namensko, da smo prisotni in da uporabljamo svojo besedo spretno v potrjevanje tistih, ki so v našem okolju. In ta očetovski lik mi lahko potem uporabljamo in prenesemo v vsem, kar mi počnemo. V podjetju, v društvu, v cerkev, v vsem, kar mi delamo, da angažiramo svojo moč, da drugi imajo korist od tega, kar mi prenašamo.